Slovesno pa je bilo tudi v Mirni Peči. Občina Mirna Peč praznuje svoj praznik 21. junija. Na ta dan so se namreč Mirnopečani na referendumu odločili za samostojno občino, praznik pa vsako leto obeležijo z vrsto prireditev in slavnostno sejo, na kateri podelijo nagrade in priznanja. Plaketo občine je prejel Franc Kavšek za več kot polstoletno prostovoljno delo na področju gasilstva v Hmelčiču. To je malo več priznanja, drugače v gasilstvu sem že precej ne. Sem bil tudi na poplavah in vse take stvari. Ne. Tako da je nekaj drugega. Ne. Anica Levstik, sicer sestrična legendarnega Lojzeta Slaka, ki je izdala obsežno knjigo posvečeno njegovi izjemni glasbeni poti, je plaketo prejela za dolgoletno delo v šolstvu in različnih projektih ter prispevek k kulturi. To priznanje mi pomeni veliko, to moram reči, sem vesela tega priznanja. Vesela sem pa tudi, da mi je uspelo izdati knjigo, ne, da je vse lepo teklo, skratka, da je knjiga išla in da gre lepo med ljudi. Priznanje župana je prejela Šola zdravja Mirna Peč za zavzeto, strokovno in prizadevno delo. S svojim delom in poslanstvom višajo kakovost življenja v mirnopeški občini. Mi smo zelo veseli, da smo opaženi in smo ponosni, da lahko prispevamo nekaj skupnem dobrem. Skrbimo za zdravje, psihično in fizično. Priznanje župana pa je prejelo tudi podjetje NG Nizke gradnje, ki s svojimi aktivnostmi v ekonomsko-poslovni coni Dolenja vas ter sodelovanjem pri izgradnji javne infrastrukture pomemben del zgodbe o razvoju cone. Poslovna cona se kar lepo razvija, trenutno ni prostih mest, zato se tudi širi proti zahodu in proti severu. Mislim, da ima zelo dobro pozicijo v okolju, mislim, zaradi dobre povezljivosti z avtocesto. V občini Mirna Peč so sicer sredi zelo intenzivnega investicijskega obdobja. Verjamem, da smo v tem obdobju, v zadnjem obdobju od lanskega leta, kajti praznik je tisti, da pogledamo malo za nazaj, vidimo, kaj smo naredili in pa tudi rečemo kakšno zahvalo nekomu, ki je bil dejaven v tem letu in pa tudi malo usmerimo pogled za naprej. Letos so še posebej veseli, da se je občinska uprava iz starih prostorov preselila v nove v muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, kar ji omogoča tudi večjo učinkovitost.